Ne, minuta za Lokarja me je vlekel 800 metrov na tisti dirki, ampak potem varnih 700 metrov, da bi mogel tam. Ja, že tam smo imeli plan, da bi pol ure, 5 ure spir probo na pas. Lahko tam omenim, da sem jaz obrnil prvi kilometr 2:45, pa sem bil okoli 40 50 mesta. Sem pa nekoč to razdaljo vsejil. Ne vem, da bi vsaj po 2 ure 20 šel, oziroma da bi ste vsaj 2 ure 15. Draga publika, drage dame, dragi gospodje, to je epizoda 265 podcasta Zagret za tek in z mano ta trenutek eden najbolj vročih atletov z teze in iz ceste in iz tekov od 1500 do 10.000 metrov in tako naprej. Jan Kokalj, živijo. Živijo, Marko. Živijo. Vabilo. Z veseljem, dober večer, sem vesel, da sem te končno dobil. Jan, kje si zdajle, kje te motim ta trenutek? Trenutno sem doma. Kje prebivaš, Jan? Ja, dejansko sem iz Celja. Celjan, born and raised, praviš, a? To je to. Ja, to je to. Tako. Kje pa treniraš zdaj, Jan? No, treniram tudi, trenutno nimam nobenih problemov, tako da trenutno sem na stadionu Kladior v Celju in pa tu, te svoje trase, v okolici doma. Super. Prav tisti nesporazum iz začetka leta ste zgladali na Kladivorju, ko si takrat protestno šel v nek drug klub, pa tako naprej. Jaz sem šel v drug klub zaradi tega, ker lani, kljub temu, da sem osvojil 4 naslove državnega prvaka, me niso dovolj, za moje pojme, me niso dovolj podprli v Celju. Nato sem prestopil v atletski klub Velenje, kjer smo se te korektni dogovorili, imam tudi pogodbo, kjer so zapisane vse medsebojne obveznosti. In ja, smo rešili to nesporazum. Super. Si zadovoljen zdaj v novi sredini, v novem klubu? Ja, sem zadovoljen, ja. No, zdaj, spoštovana publika, ja, če spremljate vsaj malo atletiko, bolj veste, kdo je Jan Kokalj. Pred kratkim je dopolnil 28 let, ja, ima več kot 10 državnih naslovov, mislim, da 10 zunaj pa 4 noter, vse tako piše na IAF, ja. Ampak ni pa tam upoštevanje teste in pa trud. Verjetno okoli 20 članskih naslovov. Večkratni državni prvak v krosu, aktualni pa državni prvak na 5 km z ceste iz Kranja lansko leto, tudi pravkar drugim državnem prvenstvu na 5000 metrov pretekli vikend je bilo to prvenstvo. Izjemno talentiran atlet, ki je, ja, to pa se spomnite, v leta 23 obesil najprej tekaške copate na klin, ja, smo se že bali, da smo pri 25 izgubili enega najbolj obetavnih dolgoprogašev v Sloveniji, no pa se je na našo srečo vrnil pod taktirko Romana Kejžarja in zdaj rastura. Dobesedno v vseh pogledih. Jan Kokalj, to tvojo kariero bo malo pretresla, ampak dejva, preden greva v ta prav šmoht, kako se počutiš pri svojih 28? Evo. Počutim se tako, da bi začel z atletiko. Ja, mislim, starejši, ko sem drugače gledam na to ukvarjanje s tekom. In da zdaj, ko grem na tekmo, nisem obremenjen z rezultati, ampak sem čisto sproščen in ja, tudi zadnje 2 leta so bili rezultati navzdol. Verjetno s to miselnostjo se grem tudi na tekmo tekmovati. Z atletiko si pa začel pravzaprav kot fuzbaler, ne? To mi je zanimivo, ja, da so te najprej povlekli v fuzbal, preden si začel pa brusiti stezo. Ja, jaz sem v 2. razredu osnovne šole sem začel s fuzbalom, z nogometom. Verjetno zaradi tega, ker je tudi bratranec treniral nogomet in takrat smo, ja, malo tudi pri njem zgledoval. In nogomet sem kar treniral do kadete, oziroma do konca osnovne šole. Do začetka 1. letnika.
Pa ti je šlo, mislim, pa ti je fuzbol šel od nog, ali si pač si našel tam svoje mesto, ali si treniral pač zaradi tega, ker ti je pač to zabavalo, ti je bilo všeč. Ja, od začetka mi je kar to. Dokler se ni spomnil na veliko igrišče, tam seveda je odigrala fizika, mogo biti jaček. A je kar šlo, ker sem bil zelo inteligenten in pa seveda levice. In pa lovcev lahko veliko. In to je bilo pri trenerji mi je bilo to zelo všeč. Ker praviloma nogometaša težko spraviš, da bi naredil več kot tisto, kar je nujno od laufanja, a ne, to je res, ja. Ja, to je res, ja. Zato sem igral tudi potem, ko smo šli na veliko igrišče, lev pa bočni, da je igral. Tiste, morate največ laufati. Gor pa dol. In kje je bil ta preskok potem, da si rekel, zdaj pa ne bom več laufal po zelenici, ampak raje okrog nje? Ja, to je bilo, seveda, bil sem tudi na teh šolskih krogih, pa šolskih treningsih, pač med jedni, prvi, drugi ali pa tretji, ko smo tekmovali za šolo. In potem je bil preskok iz prehoda v osnovno v srednje šolo. Nogometem sem končal, ker sem videl, da bi se mogel vjačati. To bi verjetno izgubil leto ali dve. In potem pa mi tudi moj doma rekli, poprobi atletiki, te druga ne. In potem sem nekaj dni to v tega Italije na stadion. In tam sem našel prvega trenerja, Borisa Podpečana, in tako sem treniral začel. Čisto naključno. Na katerih razdaljah te je potem on najprej začel preizkusiti? Na 1500, 3000? Ja, oziroma šli smo tako postopoma. Videl me je kar na dolgih progah, ampak hteli smo, da ti rabim hitrost. In šli smo postopoma, od Jurja 500 naprej. Se pravi, Jurja 500, 300. No, 1500, ja, tam pri 16, 17, to moraš že kar hitro odlaufati, da si konkurenčen, ali kako? Kako konkurenčen si bil takrat, potem, ko si to začel v prvi sezoni, recimo, nekje v slovenskem prostoru? Ja, spomnim se, da mislim, rezultati so šli od začetka zelo gor. Ker je 2, 3, torej 2, 3 sezone. Ampak ja, konkurenca je pa tudi dva, ker nekateri so imeli več treningov v nogah, oziroma tudi bolj fizično razviti. Ampak sčasoma sem jaz tudi pridobil na teh distancah, ker je ta trening v noge in potem na teku tistih svojih 3,47. Manj 1500. 3,47. To je bilo, ja, to je bilo leta 2020, to je bilo covidno leto. Se mi zdi, da takrat sem bil pripravljen tudi po moje okoli 3,45. Ker je bila tudi dirka taka, da sem bolj kot ne tam. Ne, sem nuca za lokarja, me je vlekel 800 metrov na tisti dirki, ampak potem varnih 700 metrov, da sem mogel tam finiširati. Nažalost imam tisto tekmo. Bi tisto sezono naslednjo mogoče še na 1500 poskušal napredovati, ali je korona vzela kakšne priložnosti tekme in tako naprej? Mislim, da je korona vzela. Tam neke mitinge v Italiji sem imel na gledanje in pa tudi verjetno v Avstriji ali pa Nemčiji bi tekmoval. Ampak pač smo. Mogli je tako nanesiti. Rekel si, prva leta si hitro napredoval, se pravi, trener je dejansko potem si pomel roke pa rekel, smo dobili ta pravega, ima talent, talent se kaže, ali so te kaj testirali tudi, ali so videli, da pač imaš vzdržljivostno hitrost, da bo nekaj iz tebe. Ja, videl so, da bo nekaj znano. Ker sem tudi fizično tako zgledam. Že bil tudi fizično tako razvit in videli so, da pač da treba sam na teh distantah in na hitrosti in ja, trenirati in da je to. V mlajših kategorijah si tudi že takrat začel posegati po nekih državnih rekordih, drži? Ja, drži, predvsem v mlajši članski kategoriji. Te rekorde na miljo, pa 5000 metrov, kazi, da to, pa na 3 kilometre, kazi. Te rekorde zdaj še držiš, te rekorde so še Jan Kokal zapisani v tablicah? Te rekorde je bolj se vidi. Je pobral vse, si vzel vse zvezdice? No, mislim, da. No, zdaj
Ja, zdaj se dajeta, zdaj je tudi on, a ne, prišel v člansko konkurenco, če se ne motim, a ne. Zdaj sta izenačena, sta bila že, bom rekel, kdaj sta vidva ratala, ta prava rivala, zdaj vem, da se dajeta na vseh teh distancah, kar pogosto. Ja, dva smo tudi skupaj trenirala. Mhm. Tam od leta 2017 do leta 2021 smo bili, to je bila ena, rekel, tako lepa skupina v Celju, smo skupaj res trenirali vsak dan. Ampak ja, zdaj je verjetno dva dni leto, lahko bi rekel, da smo neka rivala, čeprav jaz gledam ne to tako. No, ampak smatraš ti, mislim, atletika je zmeraj zanimiva, ne, če imaš, ne, bom rekel, naj si bo nekoga, ki je res svetovna klasa, pa je en razred boljši od vseh, ali pa dva, bom rekel, kandidata, ki sta zmeri morda tista, ki se lahko pomerita za zmago in je potem, so te dvoboji zanimivi, je, bom rekel, malo rivalstva, malo konkurence dobrodošlo, saj iz tvojega gledišča. Konkurenta, ja. Jaz bi tu pač omenil eno stvar, da fajn bi bilo, če bi mi naredili tudi kakšen trening skupaj. Mhm. Teh distanc je to, pa je po moje, ne, da bi enkrat na teden skupaj trenirali, glede na to, da smo oba dva iz Celja. Ampak ja, konkurenta je pa vedno dobrodošla. Zdaj ti si bil od Pečana, si se potem preselil tudi v tekaško šolo Živko, kaj ne? Ja, to je bilo leta 2017. Ja, borite te počeli od leta od oktobra 2012 do junija 2017. Med bil potem tisto poletje 2-3 mesece tam. Tudi te dva članska državna naplova, takrat sem malo tam treniral. Ampak to sem bil star 20 let. Ja, potem sem pa z septembrom sem pa za te tekalske teli. Tja si šel, ker si smatral, da je tam kvalitetna sredina in si jo našel in si v bistvu tudi tam potem naredil napredek. Ja, tam je bila, ja, bi lahko rekel, da je bila ena leta petina. Bilo na tem 5 tedni tekake, ki smo skupaj trenirali in ja, naredil en lep napredek. Daj me spomni malo, no, jaz sem že malo, zdaj se tega sicer ni toliko, a ne, 7, 6, 7, 8 let, ampak vseeno, morda, kdo so bili tisti tekači, ki ste takrat v bistvu skupaj trenirali in je morda kdo še danes na sceni, poleg tebe in Botulina? Jan Vuković je bil takrat tudi trajen, še zdaj tekmuje tudi, zmage je teklavno, kansko na 800 metrov, potem Alex Krmati je tudi bil en zelo talentiran tekač. Bor Vauman, potem Sebastian Bach, ki je zdaj bil v Ameriki na študiju. Pa mislim, da je skrbel tudi Žiga Jan, ki se tudi zdaj trenira. Tako da bila nas je kar nekaj, ki smo zelo dobro trenirali skupaj. Zdaj, ko so se sestavljale ekipe za malo večja tekmovanja, glede na to konkurenco, ste imeli vsak svojo disciplino, oziroma kako vas je potem trener razporedil ali pa pošiljal na razne mitinge pa tekmovanja? Ja, smo tudi tako, da smo si mogoče malo na kakšne mitinge, če je kdo kakšne norme lovil, da si ti malo medsebojno pomagali, da je kdo koga lehto. Kar se pa tiče, smo pa tudi malo gledali, da na teh pokalnih pa ekipnih prvenstvih, da smo več točk oziroma in boljšo uvrstitev priborili klubu. Se pravi, ste se tudi taktično razporedili po disciplinah, zato da ste pobrali maksimalno število točk vsak v svoji disciplini. Ja, tako je. Tvoja primarna disciplina, recimo, je kaj, 5000 metrov oziroma 5 kilometrov, kaj drugega? Ja, tako bom rekel. Trenutno je moja primarna disciplina, ja, bi rekel, 5000 metrov. Čeprav zdaj na tem bom verjetno tudi, kaj tako imamo z Romanom Deklanu, da bi tekel prvi polmaraton. Verjetno v Ljubljani.
Vse oči bodo uprte, zdaj v Kokarja, ki gre na 21, ko si upaš napovedati, kam bi želel pociljati, na cilju. Ja, kar se tiče polmaratona, imela smo plan, da bi ga otekli že marca letos v Milano, ampak me je tale zbolel, je dobil neki virus, a imel sem vročino 10 dni tam, 35, 39. Uf. Ja, hladno dolžino naredi pred tem polmaratonom v Milano in sem potem neki virus staknil. Ja, že tam smo imeli plan, da bi pol ure, 5 ure spir probo na pas, tako da verjetno bomo zdaj to probali, da bi šlo po planu. No, zdaj so pa res našpičili vsi ušesa, ne samo atleti, tudi atletska javnost, ker ne spomnim se, kdaj je zadnji Slovenec tekel pod 1:05 na polovički, spomnim se Kobeta pa Kosmača davnega leta, ko sta se oba spustila pod to mejo takrat v ciljnem šprintu, kasneje pa ne vem, no 1:05 še odteče kdo pod to mejo, pa mislim, to pa je že kar dosežek. Primož pa Tone je to tekla leta 2010. Tega bo že 15 let. In to na Ljubljanskem maratonu je tako, ne? Kar se pa tiče letos, je pa Domen Hofner v tej 1:05 pride. After zdaj ne bliži tej znamki, tako, ja. V Ljubljani polovička, no, to bo zanimivo, zdaj upam, da ne boš tega rabo teč v solo teku, no, da bo kakšna skupinca, ki bo na polovički ali pa saj na maratonu za ta tempo, ampak taktiko pa strategijo boste delali še kasneje, najbrž, ja. Kakšni so pa tvoji treningi ta trenutek, evo, to me zanima. Ta trenutek, prejšnji teden sem imel tako profilni teden, v bistvu, vikend sem se tekmoval na balkanski konferenci v Grčiji, kjer je bilo zelo vroč. Tekmovali smo, ne vem, ob 10 zvečer, ko je bilo 32 stopinj. Tako da sem imel prejšnji teden, ja, tekel sem samo dva dni pred tem državnim prvenstvom, tako da grem na državno tekmo tam, da je te, in na državno na tej prvenstvu samo za tebe je teten. Ja, danes sem pa v bistvu začel to pripravo na ljubljanski polmaraton. Ja, to je res. Se pravi, prvi ponedeljek v avgustu se je začel pripravljalni plan, trening, protokol za 21 v Ljubljani. Lepo. 3 mesece. Slabe 3 mesece. Mislim, da je Perfektno. Perfektno, spoštovana publika. Če še niste začeli trenirati za ljubljanski maraton, zdaj vam je jasno, da morate počasi začeti. Ajde, zdaj me je zmer zanimala, ne? Po Sloveniji je veliko srednje in dolgo progašal tistih, no recimo, evo, zdaj sem videl Jakob Medved je tekel na 1500 državnem, pa bil tretji, ne, pa je v osnovi tudi, bom rekel, bolj polmaratonec desetkar. Kako se razlikuje oziroma ali se razlikuje bistveno trening, bom rekel, atleta, ti si v teku recimo 1500, 347 si dejal, ne, pa tekača, ki potem teče 5000 ali 10 000 metrov. Lahko treniraš za vse troje ali v bistvu moraš imeti ciklus, ko se osredotočiš pa samo recimo na hitrejšo disciplino? 1500 metrov je bolj podobno petku, ne. Se pravi, ne vem, pri treningu 1500 se da nekaj, če odlaha 5000 metrov. Medtem ko če pa kombiniraš 5 pa 10 kilometrov, se mi zdi, da je pa čisto drugačen trening. No, recimo, daj mi bistvene, mislim, razlike, ne, enega atleta, ki teče tja 1503, morda 5, pa atleta, ki dejansko 25 stalinovskih krogov napada, recimo, na resni tekmi. Meni se zdi, da je že razlika v kilometrih. Se pravi, na tedenski ravni, če ti treniraš za 5-10 000 metrov, moraš narediti več kilometrov. Je pa res, kar se pa distanc tiče, to pa moraš pa delati tudi krajše pa hitrejše distance, ker se ti te treninge za 1500 pa 3 pa 5 km.
To tudi, naprimer, tudi se treniraš za do 5 km delati, naprimer, pocket styrke, ampak delati v počasnejšem ritmu, pa večjo količino, pa za 1500 km. No, da bi evo, en tipični trening, distanc, ja, tekača na 1500 metrov, pa trening distanc tekača na 10 000 metrov, ja, da si bomo lahko predstavljali mogoče v številkah. Naprimer, ne, za Jurija 500, ne vem, tu smo zelo veliko smo delali to 300, ne vem, da je to 3 serije po 4x300, tam, ne vem, recimo za 45, ali pa hitreje navzdol, se pravi, te ritmi, 2,30 na kilometer. Kar se tiče, pa ne vem, naprimer treninga za 10 km tega, ne vem, ti pa, ne vem, 10 pretirja, recimo, 3 minute. 10 ur za 3:0, ja. Ja. Pa vmes, koliko počitka? Recimo, ne vem, minuta, pa pol, 2 minute. 2 minuti pa pol. Ja. Lahkotno. Ali pa, ne vem, 8 pretirja naredil, ne vem, za 2,50, 2,55, 2 minute. To je že kar lep trening, ja. Ko narediš tak ja. Ti treniraš, bi rekel, več kot 7-krat na teden, je tako. Ja, tako. Pa da tej božični pripravi. Se pravi, da delaš zjutraj trening, popoldne trening, kako to izgleda? Ja, verjetno, večinoma delam glavni trening zjutraj, popoldne pa kako vse. Aha, tako, zelo glavni trening je zjutraj, ja? Ja, mislim, meni bolj paše, da naredim glavni trening in pa imam cel dan, da naredim tiste svoje obveznosti, pa da imam in trening popoldne ali pa zvečer. Se pravi, za razliko od tistih, ki pravijo, da so popoldne bolj našpičeni, pa da lažje naredijo zahtevne treninge, ti praviš, da si zjutraj bolj svež. Ja, mislim, pa je tako občutim. Kakšen je to jutranji interval? Kdaj vstaja Jan Kokalj, atlet? Ne vem, tam ob 6, pol tedni, odvisno kdaj. Nimam nobenega rituala, kdaj vstanem. In kdaj potem je trening na vrsti? Ja, običajno zdaj treniram tam, okrog pol 9, počnem trening. Potem po treningu praviš, imaš druge obveznosti, popoldne pa ali zvečer pa še odtečeš nekaj lahkotnega. Ja, je tam 8 km. Koliko kilometrov na teden, recimo, potem se staviš takole v svojem treningu? Ja, ko si se pripravljal za ta Milano polmaraton, to bo letos pozimi, in delal tam 130 do 150. Kdo bi rekel, da je to že maratonska količina treninga, ampak očitno je treba tudi za take razdalje to kot teče, kaj? Se tudi tisti, mali spremljam tudi druge tekače, tisti, ki tekmujejo na 5-10 km delajo, ali tudi tam do 160 km. Kaj pa famozni, znameniti double threshold trening? Ja? Ma nisem glih tak tega. Se mi zdi, da to ni za mene. Rajš kombiniram, da bi naredil en dan, da imam klante, pa drug dan da naredim 4x2 ali pa 4x2 ure ali pa 3x3 km. Bolj mi pa se ta kombinacija, da bi treniral dopoldne pa popoldne. Poskusil si morda ta norveški koncept, ko sam? Ja, takrat, ko sem se tisto leto 2023 nazaj te vračal malo, da ti tam tisto malo trening, da ti malo teku in tekmije, da ti Poznaš koga, rekel, slovenskih atletov, ki prisega na ta trening ali pa da celo da rezultate? Nisem, poznam nobenega, ne, tako bom rekel. Da bi se s tem pohvalil, da to počne? Po moje ne. Ne bom pa trdil. Mislim, zakaj meniš, da tebi ta trening ne ustreza? Je preveč izčrpavajoč? Po moje je malo izčrpavajoč, pa je tudi mogel bi imeti ostale zadeve tudi malo bolj konflikte, od raznih masaž, fizioterapij, raznih prehranskih dodatkov. Ves support bi mogel imeti in dejansko živeti 24 ur, da bi potem lahko izvajal ta trening.
Da bi si lahko v bistvu privoščiti, bi si mogel vse te storitve, da bi te pedenali spred pa zad, potem pa bi lahko treniral tako kot žival. Ja, razumem. Ja, nekaj, da potem bi tako. Če bi bil profič, a ne, če je Ja. profič. Ja. Je v Sloveniji, koliko atletov v Sloveniji poznaš, da živijo od recimo atletike? Jaz osebno ne poznam nobenega, da bi prav živel tega. v Sloveniji. Dejansko fakt tudi imajo, ne vem, ti porekli, ne vem, pridni ali pa to, dejansko fakt neki dela. Pravim te. Dejansko pač ne da se preživeti. Ne, tega. Ne. V Sloveniji zaslužiti, ja, s tekom, ja, z atletiko, ja, je bolj jalovo početje, ja, moraš še nekaj zraven početi, da usklajevati. Kaj pa ti počneš še poleg atletike, recimo, v življenju? Jaz sem oskrbovalec družinskega člana. Moja babica je invalid in jaz sem zadnje leto zaposlen preko te dolgotrajne oskrbe, kot oskrbovalec in dejansko skrbim za njo. Dobivam nekaj plače, teče mi delovna doba in moram ji biti na voljo 24 ur. Pa je to včasih lahko naporno, glede na to, da moraš vseeno potem nekako skombinirati tudi svoje treninge znotraj vsega tega. Kako bom rekel, ni naporno, ker veliko mi priskoči na pomoč moja mama. In dejansko se malo prilagajamo en drugemu, oziroma se usklajujemo in tudi babica razume, da pa te malo zdaj ne ukvarjam in ni nobenega problema. Jasno. Mislim, ja, zanimivo, ja. Na vsak način brez službe ne gre, se pravi, težko bi sebi rekel profesionalec, a ne, če od tega ne živiš. Lahko si samo rečeš, ne vem, atlet, športnik, zagrizenec. Ali pa ne vem, polprofesionalno, lahko temu rečem. Polprofesionalec, ja, tako. Imaš pa vseeno, mislim, sponzorje, podpišeš kakšno pogodbo z atletsko zvezo, imaš sklenjen sporazum. Ja, za atletsko zvezo imam sklenjenih, pa dobim 540 let, druga pa nič. Ja, tu se moram pa zahvaliti Romanu Kejzerju, ki mi je res potegnal na pomoč, tudi kar se tiče sponzorstva, da mi je Mizuno opremo zrihtal in tepate, tako da tam nimam res nobenih problemov, kadarkoli kaj rabim, dobim. In zato pač, da vsaj nekaj dobim, če druga ne, da ti ni treba kupovati te osnovne opreme. In pa ja, zahvaliti se moram tudi atletskemu klubu Velenje, ki pač mi je omogočil nekaj finančno podporo in da bom lahko to sezono priti lahko zgaral, oziroma tudi meni bojo verjetno plate te priprave Ant Morice, ki gremo naslednji teden, tako da res hvala jim. Hvala klubu, torej, ja, sponzorski denar pa kljub temu, da pač imaš cel kup državnih naslovov pa tako naprej, pa ne pade iz neba. Težko je si evro priboriti na trgu. Ja, res težko je, mislim, tudi mogel bi vložiti, ne vem, zelo veliko energije v to, da bi ti iskal te sponzorje, pa tudi verjetno mogel bi malo Instagram profil ti urediti, Facebook profil, potem pa ja, vzame pa tudi zelo veliko časa to. Mora vendarle tudi spati, ja, seveda. Ja, pa kaj drugega še početi v življenju. Jan, se spomniš svoje prve tekaške zmage? Prve. Mislim, da je bil to nek polski krož. Da v enem 6. 7. razredu, nek občinski krož. Za katero si dobil bolj, enostavno medaljo, trepljaj po ramenih, pa domov so te poslala, ne? Ja. Se pa spomniš mogoče, evo, prvega državnega naslova, morda, evo. Prvega državnega naslova se ne spomnim. Spomnim se pa prve tekme atletske. A te slišim, ajde. To je bilo, se meni zdi, da
Vem, da je bilo državno mladinsko prvenstvo v dvorani. Mhm. Takrat smo hodili še v Avstrijo. Bilo je, vem, da je konec januarja, te bile leta 2017. Tekel sem 3000 metrov, 9:27 in bil sem četrti, to se spomnim. Finiširal sem za tretje mesto, ampak se ni tle. 9:27, ja, Treh ali štirih mestih treninga, to se spomnim. prav. Mislim, prav. Daj si pa potem, evo, koliko časa si rabil potem, pa da si prišel do tiste prve stopničke? Kakšno leto? Ja, meni se zdi, da je bilo že to tisto leto. Ne bom trdil, ampak meni se zdi, da je bilo to tisto leto. Ja. Kako, kako vam mladeniči, evo, ki se začnejo ukvarjati z enim novim športom, pa ne, vse skupaj, se dozdeva, mislim, ti zrasla samozavest, kar naenkrat si prišel po šport, ker si pa dejansko nisi bil sam del ekipe, ampak si bil kar glavni, si zmagoval, si pobiral naslove. Bilo je to pač tisto neko veselje, ki te je potem gnalo naprej, ampak bolj so me gnali pa tudi osebni rekordi. Ker prve 2-3 leta je šlo res, kakšne sezone zelo navzdol. Seveda, ker prej nisem imel tudi tega treninga v nogah in dejansko iz leta v leta te trenirate navzdol. In poleg tega, da si zmagoval, si imel tudi to veselje, seveda, ti verjetno bolj te ne kakšne tekme te osebni rekordi. Dejansko te je tudi gnalo naprej. Kros si šel pač teč, pač zato, ker si bil pač tekač in ker tekači tečejo vse, tudi kros ali kakšnega posebnega razloga. Ja, tudi prosim, tudi zaradi tega teka, pa tudi zaradi tega, ker dejansko se ti tudi malo veseli. Ker dejansko krosi se bolj kot ne takrat teze ni. Imamo kratke, pač je bolj kot ne mrtva sezona, lahko temu rečemo. In dejansko pač neka popestritev treninga, da nisi toliko v treningu greš, ne vem, na krosi ne vzameš toliko, ne vem, neki kros trening tekme, lahko temu rečem. Kros je zmeraj zanimivo gledati, posebej če kakšen dež, a ne, ker za tekmovalci ste potem usrani do vratu, a ne, tisto blato šprica do kolen, se vse ugreza, res noro je, tako ko, mislim, norišnica, no, tebi ustrezajo take razmere. Ne, meni glih ne treze, zaradi mojega koraka. Spomnim se drtem tega kroka v Postojni, ki je bilo leta 2018, ki je bilo državno prvenstvo. Dejansko tam je bilo 2 ali 3 dni prej ulival. Danes se vidi, da se še z bagrom gor vozi, namenoma. In dejansko ta krok je bil tak, da je 5-6 krat sem padel. Imeli smo mende 8 kilometrov, se pravi, tekli smo čisto na fond, te mlajše kategorije so te prej tekle. In dejansko je bilo to tak razred, da ni še dobro vse. Niva, praviš. Daj si se prvič plasiral na večje, rekel, evropsko tekmovanje, menda ravno v krosu. Se zdi, da je bilo to leta 2015, evropskem prvenstvu v krosu. No, v Sloveniji ta kros je v bistvu res taka, rekel, nišna disciplina, ne. Tja pride ducat tekačev, se zapodijo za tiste naslove, če nisi dosti hiter tam na prizorišču, tako vse zamudiš, ne, kot gledalec, ne. Res, medtem ko v tujini je to precej bolj razvita disciplina, ni res? Ja, pri tem lahko omenim že Anglije, kjer imajo verjetno neke serije otroke. In kar tam na angleškem državnem prvenstvu ni, da je po 200-300 kilometrov. To je dejansko wow, bi lahko mi s tem rekli. Imajo pa tudi te tule, veliko smo tekmovali tudi tule na tej Bartolini krosi v Trstu. In dejansko tam imajo tudi rekreativci, neko to cross lige. Dejansko je tam tudi starta, cirka 30-40 kilometrov. Ljudi je to serija. Tudi v Italiji te krosi terje razviti. Kar se pa tiče Slovenije, se mi zdi pa, da ste premali poudarek dela na krosu. Tu bi verjetno mogla tudi atletska geza tej smeri narediti.
popularizirati, hočeš reči, disciplino, ki je včasih pa bila, no, v 80-ih se spomnim, da je v začetku 90-ih so bili neki krosi, delovi, pa dnevnikovi, pa ne vem kakšni, ker so nabrali, rekel, tudi stotnije tekmovalcev, ampak to je potem vse šlo počasi. Tako je. Krog Balkona, tudi tako, da je bila ultimatni tek, pa krog Jugoslavije, državni terenski. To je bile zelo močne tekme. No, in ko si ti šel na to na evropsko prvenstvo, si šel več kot enkrat, ko si šel na ta, rekel, evropski oder, no, tam med tiste tekmovalce, kako pa se ti je tisto zdelo? V Sloveniji si bil, rekel, z lahkoto, ampak takoj favorit, tam si se pa znašel med, rekel, čredo kar precej nabrušenih fantov. Lani, ko sem tekel v Antaliji na tem evropskem prvenstvu v klanski kategoriji, lahko omenim, da sem jaz obrnil prvi kilometer 2:45, pa sem bil okoli 40 do 50 do mesta, ko pravi, upaj ven, pa gre v kanti drugi. To je bila nora dirka. 2:45 in to po terenu. Mislim, kakšne copate rabiš pa za, recimo, za kros, evo, kakšnih copatih pa tam tečeš? Ali jaz vzamem neke druge sprinterke, niti te karbonske gli, ampak samo večje špice vzamem. Drugače pa to neko navadno sprinter. Ali so kakšna pravila, kakšne, mislim, kako velike špice sploh lahko imaš, ali kaj takega glede obutve na krosih? Ne, da bi jaz povedal. Verjetno obstajajo kakšna pravila, ampak Ne podara jih nobeden. Ja. Je bil na tem prvenstvu kakšen od znanih evropskih svetovnih atletov? Jakob Ingebrigt je zmagal. Kdo pa drug? Ja. Bili ste za tem meni, da je tri pa Italijan, ki je vzel te lajno, niti da ima pet, da ni pet maraton. Konkurenca je zelo močna. Samo to lahko reči. Jaz se spomnim tudi svetovnih prvenstev, ja, ker so, mislim, tudi imena, kot so, ne vem, Haile Gebrselassie pa Eliud Kipchoge in podobni so se tam kalili na krosih, ne, in dobivali pa Kenenisa Bekele in tako naprej. Ja, tako, ne. To so bile zmeraj premium dogodki, ja, te svetovni krosi in ekipno tudi in tako naprej, ne. Pri nas pa, ne vem, koliko tekmovalcev je bilo na zadnjem državnem prvenstvu? V zadnjem državnem smo bili, da lani je bil Murski Sobot, je bil, ne vem, če nas je bilo 10 stvar. Vidiš. Pa od tega je bil en Francos. No, mislim, dajmo, naredimo kros spet velik v Sloveniji, ja, pa razvijemo to konkurenco, da morda pošljemo še kakšnega. Letos je tudi državno prvenstvo, kje je letos? Isto je Murski Sobot. Zdaj v Murski tam na Expanu, to kar tradicionalno že, ali kako? Letos je bilo tudi ekipno prvenstvo aprila, tam je pa meni tekli samo 5 ali 6. Ja. Brez komentarja. Bo šel letos na državca, jasno, bo šel braniti naslov? Ja, bom šel. Imamo v planu tudi potem evropski prvenstvo. Fajn bi bilo, če bi nas letos te Atletska zveza poslala tudi na balkansko prvenstvo. Kdaj pa je to in kje? Bom da je en teden pred državnim, začetek novembra v Romuniji. Aha, v Romuniji, zanimivo. Pa kaj kaže, so kakšni obeti za to, ali? Meni se zdi, da se v tej smeri nič ne dogaja. Fajn bi bilo, da bi imeli fajn predmeti na evropskem prvenstvu, fajn poleg državnega prvenstva še kako močni tekmi, da bi fajn neko pripravo lahko naredili. Kje pa je potem evropsko? Na Portugalsku. Lušten, ajde. To je 5 let nazaj, tam tudi. Si že bil tam, se pravi, poznaš že? Tam nisem bil. Tudi druga proga, leta 2019 tista proga je bila zelo težka. Zelo je ogromno planko je bil. Praviš že malo trail, ja, trail, noro. No, zdaj kakšni so pogoji, da prideš na evropsko prvenstvo, je dovolj, da si državni prvak ali še kakšne druge pogoje izpolnjevati? Ja, so neke predpisane norme,
ki jih morate teči tekom leta, ne vem, 15-20 minut libe merno, 5 km da morate teči, oziroma membre, potem tekme da tečete, ne vem, bo kaj 30, 50. Neke norme je Atletika zveza predpisala, v začetku leta te jih morate izpolniti, to je en kriterij, in pa te debate udeležbe na tem državnem prvenstvu, ki bo novembra v Murski Soboti. Zelo, tam moraš zmagati, ali kako? Oziroma, vsaj da si ti biti. Zdaj je odvisno, koliko jih bodo upeljali. Aha, To pa- ok. Lansko, koliko vas je šlo lansko leto? Lansko leto se mi zdi, da nas je šlo, ne vem, mladinski kategoriji, se vem, 4 mladinske, pa 2 mladinska, ne vem, 7 ali 8 ali 9 je tako. Vsega skupaj z mladinci vred. No, Portugalska se dobro sliši, no, jaz mislim, da Jan, glede na to, da forma raste, a ne, boš tudi na Portugal. Kakšna je tvoja najboljša uvrstitev, recimo na evropskih prvenstvih? Najboljša vrstitev je iz leta 2017, 41 mesto, tako da je noč 490. Uf, prav med prvih 10%. Takrat sem bil mlajši član in sem 5 oziroma 2 leta starejši. Takrat sem bil prvo leto mlajši član, tako da je biti 3 leta mlajši član in takrat sem bil 2 leta starejši. Jan, kaj se je dogajalo pravzaprav pol po koroni do leta 23, ko si pri 25, ko bi se za prave stvari morali šele začeti, dejansko potem izgubil tisto motivacijo. Kaj je bilo? Kaj bo trovalo pol takrat tisti odločitvi? Leta 2021 sem se odločil nekaj, bil sem tudi državni prvak na 5 km stezi. Svetil sem tudi na tem evropskem ekipnem prvenstvu v Bolgariji tiste leta. Potem pa, ja, že takrat ni neki po tej Bolgariji, ki ni moje tako oziroma. Takrat tiste leta sem se rekel tudi z Romom Žilkom. Motivacija mi je padla veliko, ampak potem sem se vrnil in potem sem tiste leta začel pri Tomažu Pliverku. Medtem to je oktober leta 2021, cele zimo, nekje do maja leta 2022, bil pri njemu. Ja, potem pa Tomaž je bil super, pa vse te desetega, ampak se meni zdi, da mi ni, ne vem, kar se tiče treninga, da mi ni malo zgaro. Treniral sem tudi sam. Ja, potem sem neke tekme se je tekel leta 2022, pa tudi bil sem na evropskem prvenstvu v Torinu, v Kroši. Potem je pa prišlo leta 2023, bile so tudi neke tedne zadeve, pa ki jih ne bi rad delil z javnostjo. Okay. Ja, tako da potem sem se pa odločil, da ne, lahko rečem, vrh glave. Tega mislim, da Je bilo težko, ti je recimo okolica rekla, morda trener, domači, prijatelji, Jan, za božjo voljo, ne, se imaš samo slabo sezono, manjše zdrž, škoda te je, ti boš še dober maratonc. ne, dejansko že od sredine, ko sem se razšel s Tomažem Pliverkom, sem bil jaz tam. Jaz sem tam treniral že celo leto, potem do konca leta 2022. Potem ki sem treniral začetki leta 2023, ne 2-3 mesece, ja, potem mi je zadeti motivacija padla, ker je zelo težko tam sestavljati treninge, te iste tekme. Studirati, pa napisati, primerjati prav, ne, dogovarjati z organizatorji za neke dirke v tujini. Ne, res dejansko, poleg teh sosednjih težav, ne, dejansko vrh tega in polno glavo in dejansko rete dolje, dokler, tudi brez trenerja in ne vem, da priporite ni. In dejansko si potem rekel, ok, hasta la vista, ne bom več treniral, nehal si teči čisto ali si še malo tekel za sebe, kaj si potem počel? Dejansko 3-4 mesece nisem delal nič. Mogoče sem šel nekako krepiti. Potem sem pa, malo sem začel potem kolesariti in potem je pač kolo me je malo vrnil. In potem sem pa imel tole brezplačno stopnino za Ljubljanca. Naredil, na zadnji dan sem se prijavil na brezplačno. Pa sem se prijavil na 10 km, tako naredil grem brez obremenitev, kar bo.
malo sem tekel, malo sem telesfaril, delal sem malo fartlekov, malo tente tekov, ne vem, tudi tam kakve distance. Pa sem potem bil tretji na 10 km, tiste leto. Pač to je bila neka vrnitev, ne vem, bi lahko temu rekel. Zelo hitro, gotovo si, da v bistvu tudi, če treniraš samo na pol, si še zmeraj izjemno konkurenčen. ali kako? Ja, mislim, da se je pač telo se je spočil, fizično in mentalno. In dejansko je tudi moja struktura telesa je, da zelo malo treninga rabim in se vrnem nazaj. In dejansko je bilo to. Mislim, da je pa veliko k temu pripomogel tudi to, dejansko sem vsak dan kolesaril. Niso bile to neke dolge ture, ampak ne vem, naredil sem tam 30 do 40 km in tiste urte pa pol, da sem se potem lažje vrnil tudi tekmi. Mislim, da je to veliko pripomoglo k temu. Mislim, zanimivo. Mislim, si pa čisto sam začel potem v Ljubljancu trenirati, ti je kdo spodbudil, kje si potem naletel na Romana Kejžarja? Ja, na Romana sem naletel prvo tam, ko si to štartni stil, na tem tekaškem tem. Me malo za roko prijel, pa je rekel, vidiš, da se bo to vrnil. Ampak ne, dejansko niti, takrat še niti ne, pa niti rekel misli, da se nazaj vrni. Potem pa ja, potem je bilo pa tudi državno prvenstvo tisto leto v Krosu, čez 2 ali 3 tedne po tem ljubljanskem maratonu. Da sem še tam pač neko trening tekmo, rekel, da grem teč, pa sem bil tam drugi tudi. Pa smo se tudi tam, je bil tudi tam Roman na tisti tekmi, nekaj svoje atlete trkelo. Pa smo se po tekmi tudi nekaj pogovarjala, tudi da, če bi bilo meni to do interesu, da bi začel, ampak sem rekel, da imamo tudi, ne vem, kak mesec, 2, da je nekaj malo o tem razmislil, pa bomo pa videli. Ampak te pač imajo dietni rabo, zdaj sem potem še dejansko na 3-4 mesece rabo, da sem dejansko pač, da sem testiral in potem ni te delovanje. To je bilo pa v začetku marca lanskega leta, smo potem začeli. Kako sta zastavila pač to svoje delo, te vprašal, kako si prej treniral, ali je postavil čist svoj plan, pa rekel, da bomo pa delali takole? Nič me ne sili, rekel je, da pač ne vidi v tej daljših disciplinah, v polmaratonu, po maratonu, glede pač na moje telesne institucije. Pa ja, mislim, postavila smo nekaj, jaz sem povedal svoje želje, on je videl, kje me vidi, ampak dejansko smo šla korak za korakom, se pravi, ne vem, 5 kilometrov naprej, se pravi. Nismo nič začela te polmaratonu, maratonu prebirati, ampak na dejansko šla korak po koraku, da je bilo ne malo boljše, je tudi krajše razdalje pa potem šla, da vmes tudi stoji pač nek polmaraton dejansko, pa potem čakamo tudi maraton. Dejansko se nismo nič prehitevali, ampak res korak za korak. Kako se je recimo treninški pristop Romana Kejžarja zdaj razlikoval od tvojih prejšnjih trenerjev? Kaj so bile glavne recimo razlike, ki si jih sam zaznal recimo zdaj? Meni se zdi, da ni tu, bom rekel, tega možiganja distance, pač tih hitrih distanc, ampak da treniram bolj z občutkom. Ne vem, se pravi, malo bolj počasne, ampak dejansko pač v nekem ritmu, pa bolj, mi zdi, bolj strukturirani treniram. Se pravi, tudi ne vem, če imam kakor sem nekoli težave, dejansko ne gremo z glavo skozi zid, da bi prišlo do kakšne poškodbe ali da je izgorelo. Najtežji trening recimo, ne, ki ti ga je recimo lansko leto napisal Roman, trening, ki si ga pa res nisi veselil, kaj je to bilo? Se te zdaj ne veselim, dejansko intervalov v koncu nimam rad. Ajde, povej, kako dolgo je, kakšen naklon, koliko ponovitev? To delamo, ne vem, ali delamo 10x300, 10x400, ali pa 8x600, pač to delamo, ker v bazičnem delu, ampak vem, da moram to
pregure, če hočem potem pač te svoje rezultate oziroma želje izpolniti. Kje pa imaš ta sprosti, da prekinjam, kje pa je ta tvoj poligon za te intervale v klancu? Pa imam tule 2 kilometre od doma, imam plan, delam te intervale. Te dejansko smo že prej tudi tukaj, bolj kot ne vsi, celjski dolgo progači treniramo na tem klancu. A se srečujete potem kdaj? Ma, niti ne. Imate vsak svoj časovni, ja, časovno okno. Se pa včasih se srečamo, ne vem, na takih tistih nedeljskih kilometražih. To je pa kar velikrat sreča, ne. Kakšne so pa te nedeljske kilometraže, recimo, kakšne treninge mora delati, recimo, Jan Kokal v nedeljskih dolgih tekih? Ja, ne vem, če se pripravljam za nek polmaraton, so kilometraže tam, 20 do največ 28-30 km. V kakšnem ritmu? To je tam, veliko tudi, da prelovkam, reče Roman. Nič, nobenega pretiravanja. Pa in meni tudi osebno to mi je paše. Jaz sem tudi bolj pristaš oziroma zagovornik tega, da te kilometrate ne pretiravam. Se pravi, te tam najhitreje grem res do 3-50. Moraš svoje treninge potem zapisovati, voditi, imaš kakšno aplikacijo, da jih trener potem spremlja, pa utrip, pa vse ostalo. Na utrip ne gledam, tudi niti ne nosim tega, kako je pata, ker mi je riba. Z letim sem pač ugotovil, da tudi svoj utripec, kdaj malo bolj zmatren, pač potem malo tem ta tempo. Ti pa vse pač vodim pa ja dejansko kam do tebe te kratke dnevne, tele zadnjih 10 let, dejansko tebe prikujem, kako treniram. Imam pa tudi te svoje neke aplikacije. Se pravi, ni tako, da bi moral po trenerju poročati o vsakem treningu, pa v kakšnem naporu si naredil, po kakšnem tempu, vse pa do sekunde natančno. Ne, dejansko samo za tiste glavne treninge, ko slišim, kako mi je pripravil, oziroma kako sem se tudi počutil, ne. Tako da, No zdaj, čemu pripisuješ zdaj, ja, zdaj, okej, trening se je nekoliko spremenil, ampak vse, tvoj napredek pa je zdaj začel, bom rekel, kar skokovito rasti, čemu vse to pripisuješ, tudi, bom rekel, mentalni usmerjenosti, tudi sam psihični spočitosti, ki si jo imel vmes, novim nastavitvam, ki si jih naredil. ja, no, se vidi tudi malo tega mentalnega vidika, se pravi, da sem z leti malo bolj dozorel. Dejansko pretekla leta sem imel, ko sem stal na tekmu, tako da bi imel nek pritisk, da sem bil nek favorit v nekem državnem prvenstvu, dejansko, da ti mogo zmagati. Se pravi, zato je bilo pa neka verjetno prepreka. Se pravi, z letom sem pa verjetno tudi dozorel, pa več kot stopnj pridobil, pa te. Ja, pa res je tudi, da imel sem tudi težave s tem železom, pa rutin. Dejansko sem bil prvi tudi malo, da dam poudarek to, da dejansko delam na 3-4 mesece prej na podled. Imaš poseben prehranski protokol, prehranske dodatke, ješ kaj dodatnega železa, kako? Pa nimam nič teh prehranskih dodatkov. Dejansko se meni zdi, da on se tu tudi ene velike kriterije, kar se tiče teh dodatkov. Ker je razen mogoče kakega beljakovinskega napitka, pa kak, do fanta, ali pa kak, ko naredim prej nočki, dejansko ne vzamem nič. Jaz sem dejansko tip leta, ko sem je te za te 13-40 let, sem dejansko toliko navadno jedel. Hočeš reči, da bi tule pa lahko še naredil še en preskok več, če bi se malo bolj posvetil svoji prehrani pa vnosom? Mogoče, ja, mogoče je tu ena rezerva, pa ne vem, mogoče tudi, ne vem, bolj v kakšnih vrednih makažih, da bi imel, oziroma tudi mogoče, ne vem, je tudi tudi ene rezerve, ne vem, te treninge višine, bolj več hodil na te višinske priprave, ne vem, zdaj bomo videli, ko gremo tam k morju, teden,
bomo dejansko malo videli, kako se malo telo odzove, tudi ta trening. Kar se prehrane tiče, si pa sam svoj mojster ali ti kdo napiše kakšen jedilnik? Ne, niti ne. Je pred leti in to, kot sem bil pri prvem trenerju, tako ne vem, nekaj 3-4 leti, imel neko nutricionistko, ampak dejansko pri 2-3 mesecih meni v tednu ni bilo to za mene. Potem to prekinil. Nimam pa nobenega, da bi mi predpisoval, pa no, kdaj dam vse. No, recimo, če takrat, ko si imel nizko železo, kaj so ti takrat predpisali, pač tiste železove dodatke, so ti rekli več jeter, spojej pa mesa. Ja, rekli so to, pa zdravnica mi je predpisala neke železove tablete, ampak to je tudi to, kar se tiče te železove tablete. Lahko ti, no, imel sem pa potem prebavno motnje in ti to železo seveda sproti izloča. In ni potem takega učinka. Ti pa dejansko rabiš, da te čim hitreje. Ti rabiš absorpcijo železa, ne samo konzumacijo. Tako, ja. Tako. No, zdaj, to bi rekel, da si eden lažjih, pa so med zelo lahkimi tekači, ti kdo rekel, da si morda prelahek, čeprav pri teku na dolge proge je vsaka kila skoraj da odveč, če karikiram. Ma ne, niso rekli. Jaz dejansko se pri tej svoji teži najbolj se pretupim. Imam pač prek 179 cm, imam 55 kg. In dejansko pač pri tej teži to najbolj pretupim. Tudi takrat, ko pač leta 2023, ko nisem treniral, dejansko sem se zredil za 2 kg. Čist nič več. Prehrane pa nisem spremenil. Zanimivo. Vem, da moram veliko jesti, ker pač veliko kuriš, ampak ne. Moram pa omeniti, da dejansko, ko sem pa se zredil za te 2 kg, se pa nisem uredil tudi. Resno, dejansko že 2 kili so tako vplivali na tvoje počutje. Ja, bil sem dejansko, počutil sem se zelo napisan, da tudi tej dan. Tudi prebava se mi ostavila in res, dejansko tudi tega vidika, hvala Bogu, da sem nazaj začel. No, ti imaš, v bistvu si, ne, po tvojih karakteristikah, kar si zdaj povedal, si lahko konkuriraš Kenijcem. Evo, Kenijci imajo pri 180 cm enih 55 kg, tako da mislim, da je bil, kdo je bil že pol terga, tako kdo je že bil, ki je imel neke take kilaže, saj v sezoni, tako da lej, mirne duše se lahko. Evo, če za Kenijce da zadostuje, pa je tudi Kohalj da zadostuje, si kdaj razmišljal, da bi šel v Kenijo na kakšne priprave? Zelo, smo nekaj razmišljali, bomo zdaj videli, bom dal prvo te priprave. Evropske Sant Moritz, praviš, skozi. No in kdaj so se začeli, potem prvi rezultati res kazati, no, ko si zdaj bil pod taktirko Romana in očitno je Roman najdel v tebi, pa rekel, zaigral na prave strune, da si ti začel podirati osebne rekorde. Dejansko prva tekma bila lani v Italiji, kjer sem prvič tekel pod 14 minut, 5 km. Ker sem tekel 13 dejansko je bilo to tudi, se mi zdi, da treba tekati. Bomo videli, da mi tudi ta trening ustreza. 13,58 je že lep rezultat, to je, mislim, da si takrat napisal, da zdaj si pa v top 10 Slovencev vseh časov, nekaj tazga, ne? Ja, dejansko sem prvi na 10 minut. 13,58. No, če 13 na začetku, to že pomeni, da je rezultat dober, no letos si temu odrezal še dodatnih 10 sekund. Ja, res je. Noro. Mislim, kaj si spremenil, kaj si zdaj, a si ste od lani do letos, ste še kaj spremenila, kaj dodelala, kaj izpilila z Romanom? Pa niti nismo, sploh smo bolj kot ne po isti formuli, treningu in dejansko, rezultat je prvi bolj kot ne tudi sam od tebe. Dejansko tudi dirka je bila zelo močna, ljud je bilo fenomenalno. Dejansko greš v skupino in samo držiš. Kakšna je taktika, recimo 13,48, ja, to je zdaj
pol obdelala državni rekord, ampak 13:48 je zelo dober rezultat. Kakšna je taktika, kako hitro se začne, kako hitro je prvi kilometer, kaj je vmes, kako potem na zadnje, mislim, se pospešuje, da mi malo razlož, kako je vse skupaj potekalo, res me zanima. Dejansko, kar se tiče začetka dirke, je bil zelo počasen. Jaz sem obrnil prvi krog z 59. To je bil ritem 2:53, 2:54. To je bilo zelo počasen. Verjetno, ker je tudi 5 meter začel zelo počasen prvi krog. In dejansko bilo nas je ta na kupu cirka 25. Dejansko je bilo tudi buzle. Bil je tudi tam okoli 15 metra, tudi skupini. In smo se zelo prerivali. Ja, potem je po 5 metrih malo spet in dejansko samo držal in se je šlo. Tudi vmesni čas na 3 kilometre sem imel 15 in se je šlo. Kako je izgledal pol? Kdaj je najtežje pri teku na 5 kilometrov? Kater del tega teka, bom rekel, najmanj maraš? Evo, tako. Meni se zdi, da tisti 4. kilometer. Dejansko je bil tudi najtežji. Dejansko verjetno tudi najbolj pade. Pade po 5 kilometrih. Tisti 4. kilometer. Ker pol imaš samo še zadnji kilometer, gre ti finiš in je to. Ja, je pa tudi mentalno zelo težek tisti 4. kilometer. Si šprinter, si dober šprinter, znaš razviti hitrost, rekel, v zadnjem krogu, v zadnjih 200 metrih. Ja, jaz se imam bolj za tempo, tako da meni bolj ugaja ta visok tempo. Ja, to je tako. Se pravi, tudi tekmece streš s tempom, ponavadi, če gre za res. Ja, to je ne, tempo. In potem suvereno zaključiš. Kdaj si tule kaj špegal na semafor na uro, kdaj pa preračunaval, mogoče bo šlo po 14, ali je bilo tako naporno, da nisi imel časa? Ja, gledaj sem na semafor, ja. Ker to je bilo 2 semaforja, en je bil na 200 metrih, en pa na cilju. Ja, in malo gledal. Pa, ko sem pa šel v zadnji krog, sem pa videl, ja, da se del tudi proti krepki podpere, da bom se malo stisnil. A pod 50 si imel, če bo šel pod 50, pol bo šlo. Ja. In si dal vse od sebe. Ja, pa je tudi na zadnjih 200 metrih smel, da bo šlo pod 50. Mislim, 13:58, ja, to pa je že rezultat, no. Zdaj, evo, najbrž si dal tudi kakšen intervju takrat pa to, ne, že, to pa že rezultat, ki je v Sloveniji pomemben. Ja, mislim, bilo je nekaj izjava, da je. Ampak si pa, mislim, je pa neka magična meja, no, jaz sem bral enkrat tole biografijo od Emila Zatopka, ki je bil prvi, ki je tekel po 14 minutah in 5, pa prvi, ki je tekel 10 po 29, no, in to je bila svoje čase ena magična, ena meja je eno, ena meja tudi za tebe, najbrž kot tekača na 5 kilometrov, ko začneš pisati 13, kot je drugega, kot čez 14. Ja, ne, iti na 5 kilometrov. Da imate predit, ne, 29 minut pride, 5 te 5, no, tako da, lep te sliši, pa imaš 15. Kakšen je tvoj rekord na 10.000 metrov? Moj rekord je lani, iz Ljubljane, 30 minut, 3. Sem vedel, da boš to omenil, lansko, daj mi še to dirko malo piši, no, tle, že dolg časa nismo videli v Ljubljani časa zmagovalnega po 30, žal je tebi malo zmanjkalo, bil si drugi pol. Kako je tista dirka potekala, ko sta se z Botulinom užgala za zmago? Koliko ne, sem jaz leto 9 km. Ja, moram pa omeniti, da je pa tudi kratka krteze. Je pa, ne vem, tista stara proga, ko se gre. Tako da, glede na, to bom reči, glede na to, da tek mislim, da bi zdaj lani tekel, da je 3. Če bi bila proga, hočeš reči, majčkeno bolj. Ja, če bi imel tekel kakšen Valencijo, tako. Pa si imel pol še kakšne, mislim, v tisti formi, kakšne želje, kamit dejansko na kakšno bolj ravno 10, pa užgati tisto 29. Ja, imel sem neko željo, da bi šel na to nočno do 5 v Zagrebu, je bila čez 2 tedne, ampak 2 dni po
Ljubljani tekmi zbolel. Borut nekaj rokino in ne, 2-3 dni nisem potem treniral. In, no, verjetno je tudi malo forma padla. No, ko si pa šel, ja, evo, napada tisto petko, no in zdaj tisti 13:48, če to vi moraš razložiti, s kakšnim ciljem v bistvu si šel tja, junija, a to je bilo, a je bilo to v Avstriji, ja? Tako je bilo na Dunaju. Tako, na Dunaju, evo, na Dunaju 14. junija, evo, zdaj vam podatek, tle 14. junij, Dunaj. S kakšnimi cilji pravzaprav si šel tja odteč teh 5000 metrov? Jaz pač lahko rečem, da je to nisem pritegoval, nisem. Malo sem slutil, da je ta forma, mislim, da lahko tekel nekaj, ko je 13:50, 50 in bo to vse poklopil, tudi kar se tiče vremena. Ampak vreme se je dejansko poklopilo. To je nekaj 15-19 stopinj samo, to je dva, bi še vse namenalno in je to. Ampak ja, moram pa povedati, da ko sem takrat konec marca, ko sem zbolel, sem šel na ta polmaraton v Milanu. Pustil sem tudi evropsko prvenstvo, potem v šestih tekih v Belgiji, ko je bilo. Točno, v Levnu, v Bruslju je bil, ja, tako, tako. Tam bi mogel teči na 10 kilometrih, en petek, ker sem imel 10 dni dejansko zelo tako vročino. Potem sem imel 14 dni ali 3 tedne dejansko, ko nisem treniral. Potem sem šli postopoma nazaj v trening in ja, kar se tiče Dunaja, pa potekal sem na Ptuju tisti 8:12, 8:13, na 3 kilometre, ni bila optimalna tekma, premalo sem tekmoval, tako je tekel, ne vem, en teden prej 8:09, 3 kilometre, se pravi, bil je nek pokazatelj, da forma, dejansko pač 3 ali pa 5, je pa spet neka razlika. Tudi pa sem, da forma je pa bila. 13:48, evo, to je pa, zdaj, da je Butolin je tekel nekaj hitreje, ne, v zadnji sezoni, drugega Slovenca pa trenutno ni blizu, da bi lahko pariral. Moram omeniti, da smo, ja, pred Dunajem smo tekli se za Italijo. Na mitingu z Jakobom Medvedom, jaz sem tam tekel 14:09, on je tekel, vrhunsko je tekel 14:12. Tam v Italiji je bilo pa tudi tako, lahko menim, da mislim, bilo je 20 stopinj, ampak je bilo pa zelo veliko vlage. Tekma je, kljub temu, da je start 10:10, je jasno, ne bi 95% vlage in dejansko je tako, da bi prišel iz neke pam. Primerjavi z Dunajem so le razlike, ki dan pa nič. Noro. Še kakšna petka, imaš še kakšno petko morda letos, ko čisto malo za trening gledano, ali boš to zdaj čisto spustil? Ja, dejansko zdaj grem bolj po nekaj, božični trening nazaj. Ampak v Kranj pa moraš priti za božjo voljo, braniti naslov državnega prvaka na 5, je bela cesta. Bomo videli, mislim, ali bomo dali to v plan ali ne. Čeprav trasa je ista, lani. Trasa bi neki to rekli, da bojo malo spremenili, ampak malo ti je, ni vidi, da je ista. Tisti klanček, ti dvakrat ti najbrž ni ustrezal, a? Ja, ni bilo. Par ovinkov je tudi, ko gre tudi stadion. Zoprnič, ja. Mogoče boš, da bi speljali v enem krogu. Mislim, kot poznam Kranj in dobro poznam tiste trase tam okrog, ja, si predstavljam, da je bila ta pač trasa kompromis, da pač zapreš čim manj cesta, ne, prej je bil tek v centru mesta, pa tam se tudi ni najbolj obneslo, od centra se vse umika, tule je stadion, je super sicer, ampak ja, ta krog, če bi bil majčkeno bolj raven, bi bil super, ampak vse ste šli hitro, no, lansko leto, glede na to, da si dvakrat mogel v tisti klanec, pa na koncu je bilo kar nekaj višincev. Ok, tudi tam sem tekel, da je bil to bolj, kar se bi tudi, da je tekel. 14:45, kdor je bil v Kranju, pa je tekel od mosta Kokrškega navzgor do Rupe, ve, da tisto ni šala mala, no, tako da, ja, mogoče bi, tudi če bi progo obrnil, bi bilo isto, ker bi bil klanec na drugi strani, tako da tle se temu klancu ne da izogniti, no. Zdaj,
Upam, da prideš. No, jaz sem rekel, da lansko leto sem bil tu in letos bom pa tam, rekel, ker to moram videti v živo. Državno prvenstvo na 5 km. Medved siguren pride. Ja. Upam, da še kdo pride. Pa še kdo, mislim, da lansko, lani je bila kar dobra konkurenca, se mi zdi. No. Sej, ne vem, kdo zares je manjkal od teh boljših, no, ne vem, ko bi je mogoče. Ja, tudi medved je manjkal. A medveda tudi ni bilo, ja. Pa, no. Ni bilo. Bil meni, da je to celski kneze, isti dan. Aha, ok, ja, mogoče termin ni ravno optimalen, ampak ja. Ja, ampak letos sem povedal, da to on da je tudi 2-3 tedni prej, tako strani, ki je bil pa lani. Ja, tudi tam so nekaj spremenili termin, no, sej, se mi zdi v redu, no, meni se zdi kvečemu dobrodošlo, da imamo končno tudi državno prvenstvo na cesti na 5 km, pa da malo populariziramo tudi to razdaljo, kaj ti meniš, no, mislim, to lansko leto je bilo pravzaprav to prvič. Ja, to dejansko tudi svetovni rekordi, pa vse se tudi vodi, mislim. Dejansko to tudi ni ratala neka ogromna, mislim, dejansko neka ornska disciplina je ratala. 5 km na cesti je, ja, tako premium zadevščina, tako. Ja. 5 silvestrskih tekov, to je mnogo leta. Ko gledamo koledar svetovne atletske zveze, je dejansko zelo velik te tok, ki imajo certifikat. Jaz tudi menim, že dolga leta pravim, da je petka morda v Sloveniji najbolj podcenjena razdalja na cestnih tekih, vsi, ki organizirajo. Zdaj, zadnja leta prihajajo tudi petke noter, pa tu niso samo še lumpi teke, ampak tudi resne konkurenčne dirke, no, ker zakaj pa ne? Za rekreativce pa sploh se mi zdi, no, za petko je pa res lahko vsak, morda tudi za motivacijo, 10 moraš pa že malo trenirati, no, kaj pa vem. Zdaj, kako ti gledaš, pa morda na rekreativni tek na drugi strani, pa tvojo vlogo v popularizaciji teka nasploh, vendarle, vplivaš tudi ti kot tekač na to, da če se pojavljaš v medijih, potem več ljudi ve, da tek obstaja. Meni se zdi, da dol bi se kaj narediti. Jaz hodim tudi po teh, lahko rečem, je temu ulitar, ki kar Balkanu, ki se je zelo razvit. Dejansko lahko menim Bosna te zadnja leta, kar se tiče te ulice, se je zelo razvila. Pač naredijo, da imamo prvim, petim, ki nek drobiš razdelijo pač neke denarne nagrade, dejansko pa naredijo nek spektakel. Pač iz nekega uličnega teka. In potem tudi kar se tiče z vidika organizacije, potem pač imajo pa mali kategorije, detroitskih tekov navzgor. Imajo tudi pač neke, dejansko sploh tudi rekreativci start znani. Kar je za neko elito, ja. In te lahko tudi znani primerjajo. Dejansko tudi za neko uličarko dejansko ni treba, zapreš 2-3 ulice in te kroži. In dejansko, ne vem, je dolga 3-4 kilometre in tudi z vidika občinstva je to bolj zanimivo. atraktivno. Gre 5 min ljudi in dejansko se izbere, ne vem, par tisoč ljudi, ki naredijo to zvočenje, nekega napovedovalca, nek speaker in dejansko to naredijo prav spektakel. Praviš, da bi morda več uličark v Sloveniji naredilo tudi malo več pozitivne reklame za tek kot tak, ne? Pa kakšen evršek za najboljše, ne vem, mislim, da imajo v Ormožu celo še 100 denarne nagrade. Si bil, vsi si tekel že tam, ne? Pa sem tekel lani, ja. Pa si dobil takrat, ne? Lani sem zmagal, ja. Malo je zmanjkalo, da je rekord za trole. Ampak si odnesel, bom rekel, ajde, za ene 2 južne. 300 evrov, Kar je, mislim, vrhunsko, ali, za slovenske razmere. ja, pa brez strpnine. Mislim, takih tekov se res manjka. Ja. Zelo malo po Sloveniji. Takih je malo v Sloveniji, ja, morda to res v občinah, kjer to mogoče bolj cenijo, pa tudi rekel, lokalne oblasti pristopijo k temu, da to sfinancirajo, se mi zdi izjemna poteza na vsak način. Že malo finančne nagrade pomeni, da res pridejo vsi najboljši in pol imaš vso kvaliteto na kupu in pol vidiš, kdo kam sodi. No, zdaj, če bi sam sebe ocenjeval,
vem, da je to nehvaležno, pa vseeno, ne, te bom to vprašal, ne. Če bi zrangiral, evo, top 5 slovenskih dolgoprogašev, evo, bom rekel tako, top 5, pa ni treba reči od 1. do 5., reči top 5, a ne, pa bi sam sebe gotovo uvrstil med top 5. Malte, seveda se te malo sprovociral, ampak jaz bom rekel, ti sigurno spadaš med top 5 slovenskih dolgoprogašev, kateri bi bili po tvojem mnenju še ostali 4? Definitivno Butolin, Medved, Obe, Hofner. Vidiš, evo, pa smo nekaj naredila, evo. Pa zadnji še na plejada pač drugih, a ne, ki so, bom rekel, kaj pa mladi, zadnjič sem gledal tale Jaib Bartol, ne, on je tudi vrhunski, recimo se je, mislim, da s Kubetom boril za 3. mesto na državnem zdajle, Tjaž Jaib, pa še kdo, no, ti imaš tudi pogled, kaj pa mladci, te, ki so, bom zdaj rekel, mlajši od 20 let. Mislim, neki je perspektivni. Čeprav vsi osebno tudi ne spremljamo tega. Ne vem, to tudi mnogo ker mladih, ne vem, te reči, da 5 let razlite. Ampak mislim, da neki perspektivnih je. Lahko še pa Vilhar je tudi omenil. Klemen Vilhar, kaj pa, bog ne daj, da ga spustiva, ja. Mitja Krevs se vrnil. Mitja, mi še zmer, ja, navijamo zate, ja, tako. Dejansko od korone naprej se dejansko konkurenca je iz leta v leto napredovala. Tudi kar se tiče dolgih tekov. No zdaj, evo, če sva pri tej konkurenci, pa tudi teh 13 in neki, se ti zdi, da bi zdaj že 50 let star državni rekord 13:32, ki je še zmer, okej, dajva reči, ti si v enem letu popravil svoj rekord za 10 sekund, do državca je še neskončnih 16, bi lahko rekel, a ne. Vseeno, če bi rekel objektivno, kaj meniš, ne? Je ta rekord počasi oziroma boč počasi zrel, da ga nekdo pač končno že ukine? Mislim, da je počasi pa res, ja. Dejansko, da lani podere par rekord. To je pa res dolgo brado. Več kot 50 let. Mislim, dolgoprogaški, kjer je rekord, ki drži 50 let, ja, mislim, noro. Peter Svet, kapo dol, res, kako si ti takrat odlaufal, ampak evo, počasi te bo nekdo zamenjal, res bi te svi do 13:29 končno, ali pa 13:28, to bi bilo lepo, ali pa še kaj boljše, no, glede na to, kako napreduje, spremljaš najbrž tudi pač evropski svetovni tek na 5000 metrov, danes teč po 13 minutami, tudi ni več, bom rekel, znanstvena fantastika. Tudi vodnik glede mornega naslednjo evropski trenutki je plan morna je 13:08, to je neverjetno, kako mora. Ja. Ti prsto, ne vem, 13:45 na evropski trenutki trenutki, ki te tekle te kvalifikacije, te jih pa prena, da samo 25 ne beč. Noro, mislim, za svetovno moraš teči po 13, no, mislim, da se kvalificiraš, mislim, to je noro. Mislim, mislim, noro, res noro. Tokio boš vsem spremljal, atletiko spremljaš? Nekaj spremljam, ja. Bomo spremljali, pa navijali za nas. No, evo, zdaj prej si rekel, evo, greš na polmaraton letos, naslednje leto, je svetovno prvenstvo v cestnem teku v Kebenhavnu septembra in imajo tudi polmaraton, no, pa je kar ravna proga, no, pa hitra je, no, tam toliko, da ti ne mignem, kaj si lahko obkrožiš na koledarčku, mislim, da je 21. september 2026, čistko, ja, da boš videl. Bomo šli leto po leto. Tako, ja, evo, vidiš, mislim, to bi bilo super, jaz naslednje leto, če sreča mila septembra v Kebenhavn, peljem en avtobus rekreativcev na ta dogodek, a ne, participirati in tudi spremljati, upam, da boš gor, da bomo še zate navijali takrat, sicer pa, daj, sem ti rekel, urco pa pol bo minilo kot za šalo, za konec mi povej še, Jan Kokalj, maraton, evo, zdaj,
povedal si, koliko želiš teči na polmaratonu, zdaj bomo to spremljali. Pak maraton, ko boš ti šel enkrat na maraton, ne? Zdaj, ko prej boš, da boš šli zdrav in čil, kaj bi bil, pa zdaj zelo, bom rekel, špekulirava, ampak kaj bi bil zate dober čas za maraton, ki bi ga ti odtekel, recimo, prvič? Kaj bi bil čas, s katerim bi bil ti zadovoljen? Jaz mislim, prvo da ga sploh odtekem. Pošteno. Potem sem pa nekoč to razdaljo vsejil. Da bi vsaj po 2 ure 20 šel, oziroma da bi se vsaj 2 ure 15 približil. Pač to mislim, da bi se dal teči. Mislim, to si zelo skromno povedal. Jaz si mislim, da boš rekel, Kejžar, priprav se, rekord bo padel, sam še 3 leta mi dajte. Bo pa kaj več, bo pa kaj več. Nikoli se ne ve. Mislim, Kejžarov rekord 2:11:50 je vsem, kljub vsemu, kam so šli danes ti časi spoštovanja vreden. No, to pa priznava najbrž. To so tisti časi, super je pogled, vse to. Kako doj, Roman, da je tejte tako. Ti polmaraton, da je tejte pod 1:03, za tiste čase je bil to vrhunsko. Res pa je, da tudi ta rekorda že ima ta stara 25 let. Tako da. Sej ti pravim, no. Jaz sem Romanu zmeraj rekel, kadar sem ga srečal, takole, ponavadi na kakšnem sejmu, pa tako na Ljubljanskem maratonu, sem rekel, Roman, daj bo že vzgojil atleta, ki bo premagal tvoje rekorde, pa se jim zmeraj samo malo tako nasmehnil, rekel, ja, pa bo že prišel, no, lej, a ne, pa nočem pritiskati nate, ampak ja, jaz mislim, da glede na to, kaj je naredil s tebe v 2 sezonah, mu lahko priznamo, da ni izgubil te trenerske magične paličice. Oziroma leto pa pol. Leto pa pol pravzaprav, ja, leto pa pol. Lani, že to je televizijsko bilo. Tako da, res pa podaj. Roman. Res čestitke tebi, Jan, za, mislim, izreden povratek, no, jaz sem navdušen nad tabo, res te spremljam za leto pa pol in se čudim tvojim rezultatom, res bravo, ne, tudi čestitke Romanu, kaj je naredil s tebe. Zdaj še zadnje vprašanje, če dovoliš, leta 22 je rekel v intervjuju, tak hecen intervju bil, pa so te vprašali, no, Jan, kaj boš pa potem, ko boš zaključil kariero, kaj želiš, da bi imel za sabo, da ti ne bo žal, pa si ti rekel, pa upam, da konca kariere še dolgo ne bo, o tem ne razmišljam, no pa čez pol leta se je to pol zgodil, no tako da enkrat si že zaključil, da te isto vprašal, Jan Kokelj pri 28, ko boš enkrat zaključil svojo kariero, kaj želiš, da bi pustil za sabo, no, tako kot tekač? Dejansko, da bom ponosen na te svoje rezultate, ki bom dotegal, pa da ti ne bom nikoli očital, da nisem dal vse v sebe, pa da bom šel še naprej zdrav. Da me ne bodo naprej v življenju uverali nekaj podobno. Lepo povedano. Lepo povedano, dame in gospode, Jan Kokelj je bil z mano, jaz sem res užival v tem pogovoru, sem vesel, da si se odzval. Jan, še zmeraj držim pesti, da te srečam v Kranju na petki, če ne, ni vrag v Ljubljani na polovički. Jaz sem tudi na polovičko, sicer bom za tabo precej časa hodil, ampak sploh ni važno, bom spremljal in navijal zate, jaz ti želim izvrstno nadaljevanje, v reku, sezone in kariere, pa ko se srečajo, ti dam petko za srečo. Hvala ti, Jan. Hvala za vabilo. Lepo se mej, drži se, srečno. Adijo. Hvala.